Wow, kakšen razgled se je odprl, glejte to. Prideš takole, zdaj pa ved kam. Temole bi človek rekel ferata dol, sem da ni jeklenic. Dobro jutro, dober dan. Nov dan pred nam, novi izzivi. Vidite, imam čelado. To pomeni samo eno, da grem plezat ferato. Tukaj je ena 1000 metrov dolga, ki ima super razglede, tako da jaz se jo veselim, vi pa gledajte naprej. Kolikor še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, samo ta gumbek naročite se, kliknite, pa en všeček stisnite. Plezat greva ferato Bat, to je pri Gračcu, malo od Maslenice stran, mislim mal je. Mava pa zdaj najprej 45 minut do izhodišča, potem pa 2 ure pa pol. Vidite, dolžina malo čez 1000 metrov. Ocena PD, ne razumem to. Pa seveda tole pa vse imamo. Pa še slikca. Prideš takole, zdaj pa ved kam. Tamle je vrh Crnopca, tle je pa sklonište. Jaz nekako bolj bi presegel na tole, čeprav mi gremo na vrh Bata, Crnopac je pa bolj desno, mislim vse možno, tako takata. Tu bomo kar na srečo šli najbrž. Sva se nekako odločila, da greva po spodnji. Malo so pregledala internet, ampak cel kup člankov v tem, vsi pišejo, kakšna je ferata. Tole pa je ena tudi pomembna zadeva, ni pa noben nečumeno. Čudno. Vse skupaj postaje čedalje lepšo. In pot in razgledi, noro vam povem. Noro. No, vam moram pa povedati, da sem spet par stvari pozabil. Pozabil sem dolge hlače oziroma pajkice. Kar se pa za pit tiče, sem pa preveč vzel. Tako da zdaj pretežko nosim. Ampak zlival stran pa ne bom, da mi ne bi slučajno žal bilo, ne. Tako da neč nadaljujemo naprej. Fantazija, takele gore imam jaz na raj. Wow, kakšen razgled se je odprl, glejte to. Tle dol na jezera, to je pri mestu Gračac. Noro dober, in na to stran. V to smer, ki hodva in je tudi verjeten ferata, je pa takole. Samo ni mi čisto jasno, kje je. Ker je dolga 1000 metrov, sem prej mislil, da je tale vrh, ampak to je prekratko, čisto po mojem. Tako da bomo videli. Tole smo pa že vstopili v ferato. Pred nama so eni 3 prišli. Ampak nič zato, če sta zadnji greš lepo po svoje lahko. Tako da se veselim tega. Takole je videti. Bolj zanimivo je tlele dol, ne? Tako da, če imaš kakšno vrtoglavico, ne gre. Ampak glejte, zakaj je meni ferata je to zanimivo. Predvsem zaradi telih noro dobrih razgledov. Problem imam s prevelikim trebuhom. Skozi mi pas dol rine. Vidite še en minus, ki imam velik trebuh. In pol mi dol in sem tako, ne morem raztegniti niti nič, pa mi pol še hlače dol vleče. Najbolj bi bilo, če bi shujšal, bi bilo najmanj težav. In tudi, če bi 10 kil manj gor jaz vlekel semle, ne, bi bilo čisto drugače, verjetno strinjate. Sem pričakoval, da bo ferata malo težja, ampak ni. No, so pa razgledi fantastični, tako da se ne bomo nič pritoževali. Je pa tukaj en malo bolj atraktiven delček, lepo gor, skoraj vertikalno, samo so lepo stopničke, tako da ni to nekaj zelo težko.
Evo, tole sem pa čisto v vertikalni steni. Kaj pravite? Dajte, višina te ne sme biti strah. Se pa zdaj komaj držim, ker tole snemam, tako da bom kar nehal. Tale vertikalca je bila zelo lušna. Vam je še takole malo pokažem, kakor vam jo lahko. Tlele čez gor sem prišel. Upajmo še na kakšno tako. Je pa lažje, kot sem pričakoval. Malo gor, malo dol. Tle smo zdaj šli gor. Evo, tle na tem koncu pa dol. Ni pa nikjer videti še cilja. Ampak prav daleč ne more biti, po mojem. Moj sopotnik mi je zdaj povedal eno slabo novico. Tle od zadaj kačo videl. Pravi, evo, kača je tle. Sem rekel, super, da bom slikal. Je rekel, ja, je že šla noter. Evo, sem mislil, da bom videl, pa jo ne bom. Morda bo še kje kakšna. Sej teren je ta prav, ne? Sam kače se bojijo ljudi, tako da kača beži še preden jo ti vidiš. Tako da tisti, ki se kač bojite, se jih brez veze bojite. Raj se bojite kjerga drugega, se veste. Jaz se tudi enih stvari bolj bojim, kakor pa kač. Po mojem je tale vrh zaključek ferate. Gledam pa tule tlele, ne? Tle bi mogel ferata vrhoti. Ne pa tle. Tle bi bila atraktivna. No. Razgledi pa če dalje lepši. Sveda logično višji, ki si, lepši, ne? Tako da za tole se pa zelo splača. Tole bo pa še zadnji del po mojem. Nič ne vidim, da bi v zadaj še karkoli bilo. Mogoče pa nas zdaj v zadnjem delu čaka kaj atraktivnega. Nikoli ne veš. Tale malo nižji dol je pa bil en malo težji detalček. Rečemo, da je to cena D. Drugo je pa vse zelo lahko. Evo, takole zdaj gledajo. Po mojem debelke na zadnji metri. Tako vse smo šli čez, noro. Tisle jezero mi je pa če dalje bilo všeč. Prispel na vrh, sem kar vesel, je bila kar dolga. Tamle dol jezero, tale ta zadnji del je bil še malo težji. Primož, kakšni so kaj občutki? Zate je bila to mala malce, ne? Jaz sem se ga pa malo bolj namatral. Ni bilo toliko zahtevno, jaz sem mislil, da bo bolj zahtevno. No, vse je bila, na ene 2-3 mestih, ampak če gledamo po celoto, pa ni bila toliko zahtevna. Se je pa kar vlekla. Ja, to pa je res. Pa vroče, pa vse. Pa vroče je to. Ampak se je splačalo, lejte ljudje, kakšni razgledi, noro. Lejte, tlele pa piše, saj to je logično, strogo prepovedano iti po Vii Ferati nazaj. Zdaj tamle so še neki tisti vrhi, Crno, Pac. Pa mogoče bo šla ke, pa je pol dol pot, oziroma ne vem, bo še naštudirala. Kje so se pa teli majstri najdeli? Tudi ne vem, lejte, sam na te zeleno so mi šli, na ta plavo pa ne, da jih je pa cel kup. Tole je pa najboljši razgled, lejte, noro. Tamle ima pa ena gospa malo problemov, jo more mož kar mečkar naprej poriniti. Ampak tudi to, važno, da se gor pride, da je vola. Evo moje nove merelke, sem dobro stestiral, dobro se držijo. Fino, užitek en sam vam povem. Zdaj gremo pa še dol. Bral sem, da je dol kar zahtevna pot, pa kaj čmo. Tako da pride do dol, je ponavadi tako težko, kot do gor. Meni je kdaj še težje, no. Če sem čisto iskren, evo, lejte, pa še prebrnil sem se. Kva sem jaz hecen. Dobro se nisem na kakšno kačo vsul, ne. Je pa tale lepa pokrajina mene, če mene vprašaš. Meni zelo všeč. Dobro sem prebral. Je kar zakomplicirana za dol, lejte, takole
moraš kar ravnotežje imeti, lejte, ne, potem le dol prideti, ne, ni čisto enostavno. Mogoče bo celo dol težji kakor gor, ker je treba kar nekaj višinskih metrov dol narediti, ne. Temole bi človek rekel ferata dol, sem da ni jeklenic. Kam bomo pa tu pošli, pa tudi ne vem. Gorke nekam. Tamle je konc. Zanimivo. Veste, kaj sem pogruntil? Tole sploh ni slabo. Bolje pleza dol, ke pa iti tam, ker ne moreš niti plezati normalno, niti hoditi. Tako da takele strme so ful dobre. Kam pa zdaj? Primož, kje si? Aha, saj je markirano. Aha, vidim. Evo, so še kar zahtevne zadeve. Pa tudi tle do gor prideti ni bilo čisto enostavno. Ne, tako da kar gasa. Na onemle hribu, tamle smo prej bili. Se ne vem, a smo zdaj njih tukaj visoko, ali malo višji, ali malo nižji. Ne vem. Tlele verjeten, tole je mali crnopac. Ne bom garantiral. Tamle naprej je pa veliki. Nekje bo zdaj pa pot za dol. Tole je, ko gor prideš na vrh nekam ta glavna si, se šele ta glavna začne. Teren ni čist nič prijazen. Da veste, tole skozi nekaj prestopati, pa po takem le hoditi, pa na pol plezati. Ni luštno. Vidite tamle spet gor. Kaj bo to šlo dol? To me zanima. Zdaj mi je Primož razložil, da moramo do unga vrha priti, pa pol še naprej, pol pa dol. Ljudje, jaz bom crknil. Pa pijače mi zmanjkuje. 3 litre pa pol sem imel vsa že po litru. Mečkem pred unem hribom je bila pot desno dol, tako da zdaj se že dol spuščamo. Ampak tu imamo še 2 ure do dol. Mislil sem, da bo tu nekaj enostavnega, pa sem se fejst zajel. Ampak to je fino, da človek prej ne ve, koliko je težko. Fino je res. Zdaj pa takole, gledajte, malo takele poti, malo pohosti, tako da, ja, gremo, nimamo kaj drugega. To, kar si najmanj želim. Gor v hrib spet. Ste, kaj pomeni iti 40 metrov višinske razlike, pa pol še 40 dol. Ko si gotov, je to muka. Takole mi je pa zdaj luštno hoditi, ko sem v kratkih hlačah, pa me vse praska tle do kolen. Ja, jaz se slabo pripravim tole, priznam. Pa smo prišli do križišča. Zdaj imamo še 20 minut do avta. Tudi veliko lažje bo zdaj, ko vem, koliko imam še. Najtežje je, ko hodiš, pa nič ne veš, koliko si naredil. In lejte, za ta križišče sem šparal še tale 2 požirka, tele pijače. Tole spijem. Sem pa spil 4 litre pa pol. Na WC sem šel pa samo enkrat. Zdaj, ko pridem v apartma, bom pa še liter pa pol, tako da 6 litrov, ne vem, kako mi bo to ledvica predelala, ampak bojo mogle. Tako da zdaj pa lepo še počas do avta. Kar težka je bila. Prispel do avta. To sem čakal, ljudje. Smatran čist. Zdaj pa komaj čakam apartma, nekaj spit, nekaj pojest. In to je to. Evo, sem že doma, oziroma doma. Tukaj v apartmaju, ne. Sem se fino najedel, stuširal, napil, to je najbolj važno. Tako da zdaj se pa tako dobro počutim, da vam ne morem povedati. Glejte, jaz sem že večkrat rekel, da človek ima zadovoljstvo za nekaj, če do tega težko pride.
Lejte, jaz niti približno ne bi bil tukaj zdaj zadovoljen, če bi bila to čisto ena kratka feratica, da se ne bi nič namatral. Zdaj pa ne samo, da sem zadovoljen, tudi majčkeno ponosen sem nase, ne. Enkrat mi je en rekel, kako v te hribe rineš, to kamne, a nimaš drugega dela, kaj imaš od tega? Lejte, veliko imaš od tega. Lejte, jaz danes, to je bila res težak teren. Lejte, malkrat sem se tukaj, komarji so pa tečni za znort, malkrat sem se tukaj namatral, ko sem se danes. In lejte, kaj imam od tega? Tam, ko sem po kamnih hodil, ravnoteže sem treniral. Ja, pa kam lepo 80 let star, bom še čisto normalno hodil in ravnoteže mu in vse. Kondicijo sem dobil. Lej, izkušnjo. Nadihal sem se svežega zraka, kar je za zdravje dober. In nasplošno vse tole je bilo za zdravje super, ne. Tako da, lejte, ne bi tukaj veliko ljudi v hribe hodili, pa ferate plezali, če ne bi tu bilo okej. Tlele imamo enega tako lušenega mucka, a ne ta je drug, ali isti. Ampak se me boji, se mi ne pusti pobožati. Dobro, da nam preveč filozofiral, ljudje, poglejte si prejšnji video, če se ga niste, poglejte si naslednjega, pa seveda naročite se na moj YouTube kanal, če še niste naročeni, všečkajte, pa kakšen lep komentarček napišite. Lep pozdrav iz Karina.